Lepo zdrav vsem skupaj. Kot prvo naj rečem, da obžalujemo, da danes ni oziroma ne bo prišlo do tega pogovora z listo gospoda Jankovića. Kot drugo naj rečem, da tega vabila niti nismo razumeli kot vabilo na neke formalne pogovore koalicije oziroma koalicijske pogovore. Tudi predsednik države ni še nikomur podelil mandata, zato takšnih formalnih pogovorov tudi ne more biti. Vabilo smo razumeli kot možnost pogovora o interventnih ukrepih, ki bi jih moral državni zbor sprejeti še pred začetkom naslednjega leta. In o tistih ukrepih, ki bi jih morali sprejeti takoj po novem letu, še prej, preden bo dokončno oblikovana vlada. Želeli smo tudi sprožiti vprašanje oziroma spomniti relativnega zmagovalca volitev, da smo mi že pred volitvami vložili dva predloga, in sicer enega za spremembo ustave, ki bi omogočila hitrejše oblikovanje vlade. Ta naš predlog je še vedno na mizi. Smatramo, da bi na ta način Sloveniji prihranili najmanj 200 milijonov evrov v denarju in veliko dragocenega časa, kar bilo koristno tudi za marsikaj drugega. Prav tako smo želeli spomniti gospoda Jankovića, da smo predlagali že pred volitvami pogodbo za Slovenijo, ki predvideva, da bi se že ta teden pričel socialni dialog z člani ekonomsko-socialnega sveta. Mi smo načrtovali, da je ta sestanek že danes. Lahko pa bi že na samem začetku ta socialni dialog razširili oziroma mu dodali tudi medgeneracijski dialog. To so po našem mnenju vprašanja, ki so ključna, ki ne zadevajo neposredno oblikovanje koalicije in pogovore o prihodnji vladi, mandatov pravzaprav še ni. Vendar ti problemi ne čakajo. So se dodatno zaostrili z novo milijardo zadolžitve, s katero nas je osrečila odhajajoča vlada, in tudi z predlogi, ki so danes oziroma bodo jutri na mizah članov Evropskega sveta, na podlagi katerih bo Slovenija verjetno morala prevzeti še dodatne slabe 3 milijarde garancij za mehanizem za reševanje evra. Toliko. No, naj rečem še to, da obžalujem, da za nekatere državni zbor, ki so na nevtralno mesto pogovorov vseh parlamentarnih strank, ni razumljeno kot takšno. Mi tukaj ne postavljamo nobenih prestižnih vprašanj, vendar pa smatramo, da občinske zgradbe oziroma prostori Mestne občine Ljubljana niso primerni, in da to tudi ni v skladu z zakonom, ki je izrecno ločil funkcijo poslanca in župana, da to ni mesto za takšne pogovore. V parlamentu so takšni pogovori potekali po vsakih volitvah, nobenih problemov ni. Mislili smo, da je problem to, da nekdo misli, da bi bil sestanek naši poslanski skupini, zato smo tudi rezervirali nevtralno mesto, sejno sobo, ker pač se lahko vsaka stranka sestane. Očitno tudi to ni bilo dovoljno, tako da jaz upam, da v prihodnje ne bo prihajalo do takšnih nesmiselnih zapletov, ki niso nikomur v interesu.